No, kako to res je to, Kajba? Ti je dovolj do bratca, da boš poskusil rešiti njegovo dušo? Pa saj sploh nimaš izbire. Mokubina duša je pri meni. Tako življenjski, toda raje si ga imel iz mesa in krvi, kaj? Ti nisi človek. Čisto pravi človek, le izredno nadarjen. Na, potreboval jih boš za dvoboj z Jugijem. Zakaj to počneš? Moji razlogi naj te ne skrbijo. Morda samo uživam v tem, ko opazujem nenehen boj med teboj in malim Jugijem. Ali morda želim nekaj, kar ti ne moreš razumeti? Nekaj, kar mi boš ti prinesel na srebrnem pladnju? Bodi jasen, kaj hočeš? Hočem? Rad bi videl, če lahko v dvoboju premagaš malega Jugija. In samo, če ga uspešno uničiš s ponižujočim porazom, boš imel priložnost izzvati mene. In če me premagaš, ti obljubim, da ti bom vrnil bratca. Za zdaj moram igrati tvojo igro. A kmalu, čim premagam Jugija, se bom vrnil. In bolje, da boš takrat držal svojo obljubo. Ker če ne boš, bom zelo užival, ko bom ločil tvojo dušo od telesa na svoj način. Zunaj smo! Končno svež zrak! Tako je! Kaj je to? Moj obroč kaže smer. Tja, na Pegasusov grad. Točno tja gremo! Kajti z Jugijem imava oba dovolj žetonov, da prideva notri, mar ne, Jugi? Ja. Končno! Jugiju se je vse povrnilo. Včasih se zdi tako nežen, da težko verjameš, da lahko koga izzove na dvoboj. A v dvoboju deluje kot čisto druga oseba, bolj samozavesten in odločen od Jugija, ki ga poznam. Kot da bi bila dva Jugija, naš prijatelj, ki ga poznamo že leta, in skrivnostni tip, ki se pokaže samo takrat, ko je Jugi v težavah. Čakaj, mogoče pa sta dva Jugija. Zdaj se spomnim. Tiste igre v Senčnem kraljestvu. Tam je igral večji, bolj resen Jugi. A mali Jugi je bil v igri, skupaj z nami. Poslušaj me, Jugi, uporabi moč temačnega čarodeja, pošli ga na pokopališče, zdaj! Razumem, črna čarovnija!